Univerze in raziskovalne institucije so zadnje mesece pogosto v ospredju zanimanja najširših javnosti, od strokovne, sindikalne, študentske, politične, pa vse do laične javnosti. Razlog se v prvi vrsti nanaša na zmanjševanje sredstev za visoko šolstvo in izobraževanje in zdaj napovedan zakon o visokem šolstvu. Profesor Svetlik, kot rektor Univerze v Ljubljani ste v središču teh dogajanj in razprav. Pa me seveda zanima najprej vaše stališče do krčenja sredstev za visoko šolstvo v rebalansu proračuna. Ja, če se bo zgodilo krčenje, potem pomeni, da smo zarezali v osnovno jedro, podstat razvoja slovenske države, lahko rečemo, prihodnje. Mi smo že doslej izgubljali sredstva od leta 2012 naprej vsako leto, porabili vse rezerve, kar jih imamo, in seveda zdaj ne obstaja nobene možnosti več, kot da bo potem prišlo tudi do krčenja naše dejavnosti, ki pa je za prihodnji razvoj Slovenije po našem mnenju ključna. Če ne bomo našega razvoja utemeljevali na znanju, potem verjetno ostane samo še poceni delo in pa nižji življenjski standard. In to je korak nazaj, na mislim. In to je hud korak nazaj, seveda ne pa naprej. No, predlog koncepta zakona o visokem šolstvu je že javen. Vse visokošolske organizacije ga že tudi proučujejo, a kot kaže, povzroča že zdaj veliko razburjenja in pa pripomb. Zlasti je v ospredju ta ideja o šolninah, kot v pripombah na koncept navajajo Študentska organizacija Slovenije. Pravijo, da tudi vi kot rektor, sicer ne eksplicitno, ampak na nekak impliciten način napovedujete nekatere spremembe plačljivega študija. Ideja o šolninah naj bi reševala slabo finančno stanje fakultet. Nam lahko to nekoliko pojasnite? No, moram biti zelo ekspliciten tukaj in povedati, da gre za dve različni stvari. Eno vprašanje je vprašanje šolnin, drugo vprašanje pa vprašanje plačevanja študija oziroma prodajanja izobraževalnih storitev. Ko gre za šolnine, se dosledno na univerzi zavzemamo za to, da ostaja študij brezplačen, za to, da lahko vsak posameznik, ki je tega zmožen, pride brez da bi moral on ali kdo drug za njega, razen seveda država, ki v tem primeru plača, zalagati kakršnakoli sredstva in da pride lahko do diplome na prvi in na drugi stopnji. To je naše zelo jasno interno stališče. Seveda smo pa hkrati ob tem tudi zato, da je ta ponudba te storitve za vso mlado, pa tudi starejšo generacijo, kajti vsakdo naj bi imel pravico do enega brezplačnega študija, da je ta ponudba vzeta odgovorno. In nismo proti temu, da se neodgovorno ravnanje potem tudi finančno sankcionira, če seveda se izkaže, da posameznik ni bil v tem procesu dovolj odgovoren. Kot rečeno, predvideva se v zakonu tudi konceptu zakona povračilo sredstev ne na prvi, ampak na drugi stopnji, ko posameznik že zelo natančno lahko oceni, ali bo lahko študij za njega primeren, ali ga bo zmogel ali ne. In potem seveda to odgovornost, da ga bo končal, mora nase tudi vzeti. To je zdaj en del zgodbe. Drugi del zgodbe je pa zgodba o plačljivih storitvah, ki jih že zdaj izvajamo za določene skupine ljudi, recimo tiste, ki so že zaključili en študij in so zaposleni, pa se vračajo nazaj po znanje ali se odločijo še za dodatni študij ali za nadgrajevanje tega študija, ali pa ko gre seveda za nekatere tuje študente. In bilo bi tako rekoč ustavno sporno, če bi prepovedali posamezniku, da lahko do novega znanja pride tudi tako, da ga kupi. In seveda tistim, ki znanje imajo, da ga prodajo. To so neke temeljne pravice, ki jih seveda mora zakon zagotavljati in posameznikom in inštitucijam. In to dvoje se ne izključuje. Tako da jaz ne razumem povsem, v čem je to veliko razburjanje zaradi tega, ker se pač ti dve kategoriji
v zakonu ali načrtu zakona omenjata. Skratka, eno je brezplačen študij, ki, kot rečeno, za njim trdno stojimo, drugo je pa vprašanje, ali lahko posameznikom, skupinam univerza zagotavlja izobraževalne storitve tudi za plačilo oziroma ali jih drugi lahko kupijo. Kar je že zdaj nekako okompirano. Kar smo doslej že z izrednim študijem tudi poznali, saj to ni novost. Je pa še nekaj. Univerzitetni sindikat pa vodstvo univerze tudi sprašuje o namerah in pa nedorečenosti, po kateri naj bi upravni odbor univerze lahko v prihodnje po posebnih merilih sprejemal ali pa opuščal študijske programe in prilagajal število vpisnih mest. Ta naj bi se nekako usklajevala, mesta namreč glede na zaposljivost diplomantov in potreb na trgu dela na eni strani, na drugi pa je pomemben kriterij tudi finančna vzdržnost določenega programa. No, tukaj tudi gre za nekaj temeljnih nesporazumov. Mi imamo že sedaj v statutu, pa tudi v ustanovitvenem aktu o univerzi določeno, da upravni odbor odloča o vseh stvareh, ki imajo materialne posledice. In uvajanje novega programa ali širjenje vpisa ali kaj podobnega ima seveda tudi materialne posledice. To pomeni, da vsi ti akti, po katerih mi delujemo že sedaj, seveda to na nek način zahtevajo. In to, kar smo mi predlagali kot novost, je, da bi nekoliko bolj natančno opredelili merila, po katerih se lahko presodijo te materialne posledice. In nič drugega ne. Medtem ko v vsebinskem pogledu je pa povsem jasno, da upravni odbor niti ni tako sestavljen, niti nima pristojnosti, da bi lahko odločal recimo o novem programu ali pa tudi presojal o tem, kakšni so učinki, rezultati nekega programa. To je pa nekaj, o čemer morajo odločati senati članic, senat univerze in to seveda je naravno in mora tako ostati tudi vnaprej. Tako da to razburjenje je, mislim, da zelo nepotrebno, je pa seveda naša odgovornost, da ne delamo nečesa, kar je v škodo tako posamezniku kot širše, da bi denimo še naprej vpisovali v nek program študente, če se ugotovi, da diplomanti ne najdejo poti v zaposlitev, da ne najdejo skozi svojo diplomo možnosti za preživetje. To je neodgovorno od nas, če bi to še naprej počeli. Se pravi, treba ali program spremeniti, ali pa ga nehati izvajati. In ravno tako se mi zdi neodgovorno, da bi financirali določene skupine znotraj univerze, ki imajo formalno nek program v svojih rokah, nimajo vpisanih študentov. To je neodgovorno do vseh tistih, ki jim že sedaj primanjkuje sredstva, da bi lahko normalno študenti delali. In boste v takih primerih posegli ali boste to pustili v presojo posameznim fakultetam? No, jaz mislim, da univerza mora tukaj odreagirati in zato ima organe, kot sta senat univerze in konec koncev, kot rečeno, ko gre za materialne posledice, tudi upravni odbor. Če recimo se predlaga nov program strani neke članice, upravni odbor pa ugotovi, da ta članica ni zagotovila sredstev za njegovo izvajanje ali da je teh sredstev v celoti na tej članici ali na univerzi premalo, potem seveda ima možnost, da tak predlog tudi zavrne. No, glede prihodnega razvoja recimo nekaterih teh vidikov, vas sprašujem, če utegne zaostrovanje študijskih pogojev oziroma neredno študiranje ali podaljševanje študija, ki ne bi bilo povezano s plačljivostjo, kar ste prej obrazložili, zaostrovati tudi socialne razlike? Jaz ne verjamem, da je to tako zelo tesno povezano. Nek argument seveda obstaja, češ da bi naj študentje, ki so iz socialno deprivilegiranih okolij, imeli večje težave pri študiju. Jaz kakšnih empiričnih dokazov za to nisem videl v zadnjem obdobju, pred leti pa smo to gledali in ugotovili, da tisti študentje, ki so iz socialno šibkejših okolij, pa tisti, ki so morali prispevati kot izredni študenti za svoj študij, so tudi hitreje študirali. Tako da ne verjamem, da je ta zveza tako zelo tesna.
In če bi imeli dovolj trdne empirične dokaze, se mi zdi, da so argumenti za to, da se kaj premisli o teh ukrepih, ampak bojim se, da takšnih empiričnih dokazov nimamo. Skratka, ni tesne korelacije med tem? Med socialnim položajem in uspešnostjo študija. Tudi že pred leti se je ugotavljalo, da recimo ljudje, ki so prihajali iz podeželja, kjer so bili pravilno slabše situirani, z manj materialnimi dobrinami, s katerimi so razpolagali in z manj denarja, so hitreje končevali študij, kot pa tisti, ki so prihajali iz bolje situiranih okolij, recimo iz mestnih okolij. No, v zvezi z novim zakonom ste pred nedavnim postavili tudi vprašanje avtonomije univerze. To vprašanje večkrat stopa v ospredje in tudi vi sami pravite, da je vprašanje avtonomije v tem, se pravi, slovenskem prostoru različno razumljeno. Na kaj konkretno mislite in lahko navedete kakšen primer? Ja, lahko gremo kar nazaj na ustavo, ki v svojem, mislim, da 57. členu določa, da je univerza avtonomna. Jasno je, da znotraj potem zakonodaje, ki bi mora to avtonomijo dati. In tukaj se verjetno iz tega izhodišča potem zelo različno potem izpeljejo zaključki, kaj je to avtonomija in kaj ni avtonomija univerze. Ampak če recimo se sklicujem na tisto, kar je Ustavno sodišče ugotovilo, ko je naročilo vladi, da mora zagotoviti jasen, pregleden sistem financiranja univerze, je to tudi del te zgodbe. Kajti avtonomija pomeni, da mora država na predvidljiv način univerzi sredstva zagotavljati dolgoročno, zato da lahko normalno prilagaja potem svoje delovne procese stanju, ki je vnaprej jasno. In drugače te avtonomne vloge organiziranja študija in raziskovalnega procesa preprosto ne more ali jo pa zelo težko izvaja. Seveda je pa tukaj polno drugih vidikov avtonomije, recimo avtonomija, kar zadeva oblikovanje, spreminjanje študijskih programov, ki je praktično zdaj univerza nima v našem prostoru. In tukaj bomo zelo vztrajali, pravzaprav tudi, ko bo v pripravi zdaj novi zakon, da se ta avtonomija univerze zagotovi. Gre preprosto za to, da se primerjava položaja naše univerze s položajem drugih univerz pokaže, da imajo drugje celo vrsto manj teh ovir, določil, na katere pri nas naletimo. Recimo pri programskem načrtovanju, to je zelo pomembno. In če smo mi kot konkurenti na tem globalnem trgu v odnosu s temi univerzami, potem smo že vnaprej hendikepirani, če imamo zvezane roke pri takšnih odločitvah. Seveda so tudi drugi posegi v to avtonomijo bili pri nas v preteklosti zelo očitni, recimo te nadzorne inštitucije se spuščajo vprašanje, kako moramo biti notranje organizirani, kako lahko ali ne smemo zaposlovati in podobno. In potem naenkrat ugotovimo, da ne moremo več tekmovati z okoljem, v katerem imajo drugi povsem drugačen položaj. Se pravi, imamo dva problema. Eno je sploh zagotoviti ustavni položaj univerze kot avtonomne institucije, drugo je pa seveda položaj te univerze v primerjavi seveda s tistimi, s katerimi smo na nek način v globalni tekmi. No in kot ste dejali, gre tudi za vašo idejo oziroma namero, da se zavzemate za strateško partnerstvo z drugimi univerzami. Pa me zanima, prvič gre seveda za primerljivost, tudi avtonomije, recimo, ki jo recimo v drugih okoljih, bolj recimo urejenih okoljih, vsaka taka univerza ima. In kaj lahko tako partnerstvo prinaša in seveda, če na univerzi že potekajo kakšne dejavnosti v tej smeri? Ja, ena od osrednjih nalog tega vodstva sedaj je, da bi univerza bolj internacionalizirala, da bi jo postavili na še uglednejše mesto v mednarodnem prostoru.
To smo delali seveda že doslej v veliki meri teh sodelovanj, če bi preštevali recimo samo mednarodne pogodbe, ki jih imamo z drugimi inštitucijami, je na Ljubljanski univerzi več 100. Vendar so ta sodelovanja doslej tekla predvsem na inicijativo posameznikov, ki so srečali druge svoje partnerje, recimo raziskovalce, profesorje, in seveda na tak način so nastale pobude za raznovrstna sodelovanja, kar je zelo dobro in na mestu. Res pa je, da potem postane to sodelovanje zelo razpršeno in učinki pravzaprav niso zmerom taki, kot bi jih želeli. Zato se zdaj vse univerze, mi pa delamo nekaj podobnega, odločajo za vzpostavljanje tako zvanih strateških partnerstev. To pomeni, da izberejo nekaj univerz v tem mednarodnem prostoru. Mi smo rekli, da bi morali pač gledati najprej v ta prostor soseščine, recimo Zahodnega Balkana in okoliških držav, pa potem evropski prostor in svetovni, predvsem azijski prostor, in seveda v teh prostorih izberemo nekaj teh ključnih inštitucij, univerz, s katerimi bi potem sodelovali bolj sistematično, kar pomeni, da informacije med nami potekajo redno, tekoče, se dogovarjamo potem tudi zato, da se obveščamo o recimo prijavljanju na projekte, o kreiranju skupnih programov, izmenjavi študentov, učiteljev in tako naprej, kar seveda potem daje večje učinke, kot pa če se samo slučajno pravzaprav te stvari dogajajo. In to je naš načrt, ki ga počasi uresničujemo. Je pa seveda treba kar veliko informacij najprej zbrati in seveda dobiti partnerje, ki so voljni z nami sodelovati. Vsi bi radi sodelovali s tistimi, ki so boljši od njih, samo če vsi tako razmišljajo, potem nimamo veliko možnosti, tako da bo treba biti tukaj pragmatičen. Ja, napovedali ste tudi udeležbo univerze na različnih sejmih, kar menda že po nekaterih univerzitetnih središčih imajo že stalno prakso. Kaj ste s tem mislili? Ja, na tem področju tečejo številni mednarodni dogodki, imenujejo jih sejmi ali kaj podobnega, na katerem se predstavljajo potem univerze, odvisno zdaj, če je to svetovna raven, pač iz vsega sveta ali evropskega prostora, ki predstavljajo svoje programe in vabijo pač k sodelovanju, predvsem študente, seveda pa tudi sodelavce univerze, da se potem odzivajo na razne pobude, kar zadeva raziskovanje in druge oblike sodelovanja. Ampak predvsem so ti sejmi, ti dogodki namenjeni predstavljanju programov in vabljenju tujih študentov. Mi tega v preteklosti nismo počeli, zdaj smo se odločili, to nas nekaj stane, ampak računamo v prihodnje, da se nam bo to tudi vrnilo. Pa tisti, recimo tiste univerze, ki že imajo to prakso, je kakšen izplen ugoden iz tega? Naj vam rečem, da nas tu prehitevajo že tudi mnoge univerze iz tako zvanega vzhodnoevropskega prostora, ki so se prej odločile za te aktivnosti in da se izkaže, da izvajajo usporedno, poleg izvedbe programa za domače študente, tudi programe za tuje študente, ki so prišli pač lahko iz evropskega ali pa širšega svetovnega prostora na številnih področjih. To so univerze, ne vem, Poljska, Latvija in podobne. In dobivajo študente iz recimo Azije, pa tudi iz Evrope, iz razvitih zahodnih držav dostikrat. Ja, svet je globalen, ne? Seveda. Tako. No in kot pravite, dobra univerza širi tudi znanje, skrbi za pretok ne samo študentov, ampak tudi dobrih predavateljev. Internacionalizacija spodbuja kakovost, dviguje konkurenčnost in vse, kar je še takih lastnosti dobrih univerz. Pa me zanima, koliko univerza stremi k takemu načinu in kako vam to že uspeva? Koliko so fakultete naklonjene takemu načinu povezovanja, sodelovanja, da privabljajo tuje mednarodno uveljavljene profesorje? Ja, to lahko kar rečem, da je na celotni univerzi gledano naša šibka točka. Mi imamo
če zaokrožam, kakšnih 60 do 70 tujih predavateljev v celotnem korpusu, ki šteje tam okrog 2500 predavateljev. Občasno seveda prihajajo tudi drugi, ampak ta številka se spet ustavi tam pri 250 do 300 na leto, ki izvedejo potem en del, recimo predmeta ali nekaj predavanja in kaj podobnega. In to seveda v mednarodnem prostoru ne šteje prav dosti, ker univerze, ki so bolj vidne, zasedajo uglednejša mesta v svetu, se hvalijo potem z 20, 30, tudi več kot polovico, do več kot 50% tujih učiteljev pogostokrat. In podobno seveda velja tudi pri deležu tujih študentov. No, mi se seveda trudimo, da bi ta trend počasi obrnili tudi v to smer, zato smo sprejeli nekaj ukrepov na ravni univerze, s pomočjo katerih bomo lahko hitreje, brez teh hudih formalnosti in vnaprejšnjih ovir, privabili ob odprtih razpisih, ki jih objavljamo v mednarodnem prostoru, tudi tuje predavatelje. To seveda ni lahko, ker ti ljudje pridejo dostikrat iz okolij ali jih želimo iz okolij, kjer so pogoji dobri, kjer so plače dobre. Je pa res, da mnogokrat akademski ljudje ne gledajo samo na denar, ampak gledajo tudi na druge izzive. Tako da nekaj teh zaposlitev v letošnjem letu je že bilo in jaz verjamem, da se bo ta trend obrnil v to smer. Se tu gre predvsem lahko za gostujoče profesorje, ne? Pa me zanima, kako vaši pedagogi, recimo profesori, sprejemajo recimo to intenziteto, recimo kot pravite, da boste pospešili, hkrati pa kako študentje to sprejemajo. Kar zadeva gostujoče učitelje, to je en posebni institut, ki ga ravno zato uporabljamo, da bi lahko brez vnaprejšnjih procedur habilitacije hitro angažirali te tuje predavatelje. Zdaj, če nekdo potem ugotovi, da bi tu ostal dalj časa, lahko v tem času seveda tudi vse habilitacijske postopke izpeljamo. To je način, kako smo se tega lotili. Zdaj, doma, med domačimi zaposlenimi so reakcije seveda različne. Gotovo se nekateri čutijo potem nekoliko lahko ogrožene, prikrajšane, s tem, ko zahtevamo, da je vsak razpis mednarodni, ker se nabor kandidatov poveča. Mi smo tako majhni, da pogosto, če se specializiraš na nekem področju, si edini v državi, specialist za to. Seveda, če pa odpremo potem možnosti, da se tudi drugi prijavljajo, je ta navidezno varen ali napol monopolni položaj tako je lahko ogrožen. Tako da vsi prav gotovo s tem ne bodo ali pa niso zadovoljni. Vendar verjamem, da tudi ljudje, ki so resni na tem področju, razumejo, da je samo visoka kakovost in predavateljev in našega dela tista, ki bo univerzo upravičevala v njenem poslanstvu, bodisi v domačem, bodisi v mednarodnem prostoru. Zdaj, študenti, pa težko rečem, pravzaprav kako reagirajo na to. Moja izkušnja osebna bolj je to, da doslej ni bilo nobenih težav, ko smo študentom napovedali tujega predavatelja, smo jih tudi vprašali, če imajo kaj proti temu, da se izvedejo predavanja v tujem jeziku, in doslej nismo imeli teh problemov, vsaj osebno ne. Lahko pa da ima kdo tudi kakšno bolj problematično izkušnjo. Naj pa ob tem povem, da smo ravno zaradi teh diskusij okrog pasti internacionalizacije posebej sprejeli tudi ukrepe, ki zavezujejo posameznika in seveda celotne skupine, da skrbijo hkrati tudi za slovenski jezik in slovensko terminologijo, kar pomeni, da bo nekdo lahko napredoval višji naziv samo, če objavlja tudi v slovenščini. Da ne bi šli v drugo skrajnost, da nekdo objavlja samo v tujih revijah in potem seveda ne skrbi za to, da bi svoje področje jezikovno, konceptualno razvijal tudi v materinem jeziku. Ko ste omenili habilitacijske postopke, na različnih teh srečanjih je občasno slišati, da so te zelo hudi na Univerzi v Ljubljani.
No, če bi empirija tega ne dokazuje, mi imamo rednih profesorjev v celem tem korpusu več kot vseh ostalih. Posameznih skupin, se pravi, imamo tako rekoč na glavo postavljeno piramido. Praviloma naj bi bili redni profesori res tisti, ki so najboljši v vseh pogledih in naj bi bilo zato tudi manj, v resnici je pa njihov delež približno oziroma dobra tretjina. In zdaj, če upoštevamo, da imamo samo še izredne pa docente, pomeni, da ti kriteriji za napredovanje niso prehudi, ampak nekateri bi rekli preobratno. To se pravi, da so seveda to mogoče... Osebne izkušnje so pa različne, seveda marsikdo ima morda težave dosegati te kriterije, ampak seveda nikdar ni bilo mišljeno, da mora vsakdo biti zmožen priti do rednega profesorja. No, v okviru univerze delujejo tudi karierni centri in pa univerzitetni inkubator. Samo na kratko, kaj je njihova ideja in naloga, poslanstvo in kako te dejavnosti se odslikavajo na boljše študijske pogoje in pa boljšo usposobljenost diplomantov? Ja, vsak ima svojo funkcijo. Karierni center skrbi predvsem za to, da daje dobre, ustrezne informacije potencialnim študentom, potem pa da jih tudi vodi, usmerja s tekom študija in jim pomaga že tekom študija tudi z tem, da se razgledujejo po bodočih službah, po zaposlitvah in jim nudi tudi potem možnost za kakšno usposabljanje na tem področju, navezovanje stikov z delodajalci in podobno. Skratka, povezovanje sveta, dela in študija je njegova temeljna naloga. Univerzitetni inkubator je, tako kot ime pove, namenjen valjenju, inkubiranju novih podjetij. Mislim, da dela zelo uspešno v tistem obsegu, v katerem deluje. Žal pa nikdar doslej nismo uspeli niti na univerzi, niti inkubator sam prepričati financerjev, da je to ena najboljših naložb. Če samo primeroma povem, v zadnjih nekaj letih je ta inkubator dobil približno 5 milijonov javnih sredstev, ob tem pa je mobiliziral še 15 milijonov iz drugih virov teh sredstev, ustanovil preko 30 podjetij in večina teh podjetij živi. In seveda v teh podjetjih več 100 delovnih mest, ki so visoko kvalitetna in cena enega takega delovnega mesta je precej nižja kot tistega, ki ga država subvencionira v nekem industrijskem podjetju. Danes pa še kvaliteta dela je boljša. Ampak tega mi nismo uspeli nekako doseči, da bi prepričali oblast, vlado, ministrstva, da je to odlična naložba. In kje mislite, da je razlog temu nezaupanju? Ne vem, ali tukaj gre za nezaupanje ali gre bolj za to tradicionalno lobiranje in borbo za denar za vsako ceno, potem pa bi rekel tisti, ki drži denar v rokah, tistemu pa manjka temeljnih vedenj in informacij o tem, kam ta denar najboljše usmerjati. Mi se trudimo seveda s prepričevanjem, to je pač vsa moč, ki jo imamo. Imamo pa malo manj morda spretnosti v lobiranju in podobnih aktivnostih, ki so pa drugje mogoče malo bolj prisotne. No, kar tudi ni vaša dejavnost že v izhodišču. Bi pa omenil, da seveda obstaja še vrsta drugih načinov, kako to povezovanje teče. Recimo naš Razvojno-inovacijski inštitut je bil vzpostavljen prav s tem namenom povezovanja. Ravno v letošnjem letu smo mu dodali 2 temeljni funkcije. Eno je Center za socialno podjetništvo in pa Center za interdisciplinarno aktivnosti, kjer naj bi prav to povezovanje med različnimi strokami tudi zagotavljal na konkretnih projektih, ki jih potem delajo ljudje, ki prihajajo z različnih fakultet za neke uporabnike. In seveda najnovejša stvar je pa, ki smo se lotili,
je pa ustanavljanje slovenskega inovacijskega stičišča. No, seveda to slednje, ki je na nek način na novo prihaja, ne, v prostor, ali vsaj zelo taka velika namera je, da naj bi zaživelo. Kaj mislite s tem inovacijsko stičišče? Ja, mislimo, da preprosto Slovenija doslej ni imela celovite ne politike, niti realizacije te politike v smislu podpornega okolja za pretok znanja in inoviranja. Imamo celo vrsto teh drobnih, majhnih prijemov, organizacijskih oblik znotraj univerze, pa seveda tudi zunaj na inštitutih, kjer se vsakdo po svoje trudi, kako bi neko znanje pripeljal do uporabnikov. Ni pa enega koncepta na ravni države, ki bi pravzaprav te iniciative pospeševal in med seboj povezal. In ideja je najprej ta, da bi morali pravzaprav vzpostaviti eno povezavo med vsemi temi iniciativami in jih krepiti. Vsej poleg teh, ki sem jih navedel, recimo Mariborska univerza se je odločila za Demola projekt, mi smo se temu pridružili. In to je tudi ena oblika, kako se študenti povežejo s podjetji na konkretnih projektih. In teh oblik je seveda še več. Inovacijsko stičišče naj bi kot eno od svojih osrednjih nalog povezovalo in tudi dodatno razvijalo, vpeljevalo še te nove oblike, skupaj s tistimi, ki že, kot rečeno, v tem prostoru obstajajo. No, druga ideja je pa to, da je treba preiti znotraj države, ki je majhna v svetovnem pa evropskem merilu, od načela medsebojnega tekmovanja in konkurence k načelu sodelovanja. Če hočemo narediti neke preboje na tehnološkem razvojnem področju, potem imamo možnosti samo, če vse znanje, ki ga na takem področju imamo na univerzah, vseh v Sloveniji, pa inštitutih, povežemo in angažiramo na takih projektih. In stičišče naj bi imelo prav to funkcijo, da to znanje bolje organizira in ga seveda pripelje do uporabnikov, do industrijskih in drugih organizacij in skupaj z njimi, z njihovimi razvojniki, z njihovimi razvojnimi oddelki potem se loti reševanja takih tehničnih, organizacijskih in drugih vprašanj. Taka stičišča po drugih, nekaterih okoljih, drugih državah že potekajo, ne? Ste kaj se pogledali, kako recimo kakšen izplen je in kakšen učinek imajo? No, to je, treba reči, razmeroma nova oblika v svetovnem merilu, pač nekaj let, recimo desetletje ali kaj, se pa veliko pozornosti posveča in moram reči, da tiste najbolj razvojno naravnane države pravzaprav veliko na ta stičišča dajo, ravno zaradi tega, ker so povsod opazili, da je konkurenca postala tako ostra, da lahko samo s koncentracijo referenc, znanja, potem v globalnem merilu še vzdržujejo neke vrste primerljivost in konkurenčnost z drugim. In mislim, da je to osnovni motiv, zakaj se danes v zadnjem desetletju to tako intenzivno dogaja in seveda isto velja potem tudi za Slovenijo. Zdaj, kakšni so učinki, imamo pač različne evalvacije in so pozitivne zgodbe, so manj pozitivne zgodbe. Jaz se spomnim, da smo obiskali čisto na začetku teh iniciativ, to je bilo kakih 10 let nazaj, univerzo v Yorku, ki je ob univerzitetnih zgradbah gradila ta novi center kot neke vrste stičišče, kjer so nastajala tudi nova podjetja in kjer so uporabili celo vrsto zanimivih organizacijskih rešitev, kako to povezavo pravzaprav vzpostaviti. Vzpostavili so tako zvane menedžerje znanja, so jim rekli, ki so imeli nalogo prevajati znanje, ki je nastajalo znotraj laboratorije univerze, v jezik, ki ga je razumela
industrija, inženirji v podjetjih in obratno, ne, prevajati probleme, na katere so naleteli v proizvodni, v jezik teh raziskovalcev. In prihajali so zelo z različnih področij, od tehnikov, naravoslovcev do filozofov, so imeli recimo v naboru teh ljudi vse sorte profile. In to je neka izkušnja, ki se je takrat začela recimo v Angliji zelo intenzivno razvijati, tudi država je vložila ogromno v to dejavnost in tako so potem zrasle te bolj razvojno usmerjene univerze, ki so dobila potem tudi posebna vladna sredstva. Nekaj podobnega je naredila Nemčija, nekaj podobnega delajo seveda tudi druge države. Imajo tako zvane elitne univerze, ki pa niso elitne samo po teh temeljnih znanjih, ampak tudi po tem, koliko znanja ponudijo v okolje, v uporabo.